Viva podcast za višjo kakovost življenja. Da je življenje z atopijskim dermatitisom lahko prava nočna mora, dobro ve Špela Novak, mama 9 in 11-letnika s to boleznijo. Ker jo pogosto spremljajo nerazumevanje in napačne predstave, dermatovenerologinja Maja Benko poleg ustreznega zdravljenja poudarja tudi izobraževanje bolnikov in širše javnosti. Kako se odzoveš, ko ti 6-letni otrok reče, da želi umreti in se ponovno roditi kot zdrav? Kako mu razložiš, zakaj ga sošolci ne vabijo na rojstne dneve in kako ga pripraviš na odraslost, ki bo zaradi bolezni še bolj polna izzivov? Včasih je treba skoraj dobesedno čarati, pravijo pri Novakovih, ki jih atopijski dermatitis spremlja že praktično od rojstva 2 od 4 otrok. Pri nas se je v bistvu od samega rojstva ta starejšega že začelo kazati, da nekaj ni dobro, koža nekako ni prišla na čisto, da tako rečem. Potem smo bili naročeni že kar pri 3 mesecih, v bistvu se je toliko poslabšalo, da so bili te izpuščaji že kar po celem telesu in zares so slabi. Je potem pediatrinja nam takrat dala napotnico najprej za alergologa, potem pri 4 mesecih pa pol je pa postalo toliko slabo, da so nas kar hospitalizirali in to za 12 dni. Tako da smo imeli v bistvu pod nujno takoj, in smo kar ostali na dermatološki kliniki v Ljubljani, kjer so pa potem, se pravi, vem, da je to malo drugačna pot kot običajno do diagnoze, ker smo bili vsem tam potem 12 dni, skupaj z vsemi specialisti in sestrami in tako, ki so nam pač pomagali do tega, da je šlo na bolje in nam tudi povedali te neke diagnoze, atopijski dermatitis. Je pa potem pri drugem od obeh otrok, smo pa nekako že vedeli, kaj gledati oziroma vedeli, kaj vidimo, ampak smo vseeno diagnozo dobili tam nekje pri dobrih 3 mesecih, zato ker se je tudi gledalo zdaj, imamo že bratca, ki ima pač alergije, atopijski dermatitis, tudi že kakšno dihalno stisko, se pravi, to se potem so, da rečem, neki znaki, ki te vlečejo že pol takoj v to diagnozo. Mi o atopijskem dermatitisu družinsko prej nismo zares vedeli, razmišljali, gledali. Je pa potem, ko so nam zdravniki pač povedali te neke vzporednice vseh atopijskih bolezni in tako, smo ugotovili, da je v bistvu oče od otrok atopik, alergik atopijskega dermatitisa, sicer v odrasli dobi do tistega trenutka še ni imel, mu je pa pač potem se čez par let tudi njemu ponovno pojavil, ampak v otroštvu pa. Tako da najprej, ko so spraševali po družinskih anamnezah in tako, smo bili nikjer, ničesar, nikogar, nikakor. Potem se je pa počasi izkazalo to, recimo tudi moj oče je astmatik, pa je imel velikokrat težave z nekimi cvetočimi zadevami in tako naprej, ker smo potem kasneje izvedeli, da se to prekriva. Pa potem po drugi strani, se pravi, oba dedka, sta v bistvu atopika, smo pol kasneje ugotovili in tako naprej. Po tisti prvi hospitalizaciji smo seveda domov odšli po odličnega stanja in v predpostavki, da je situacija nekako rešena. Res pa je, da smo dobili mnogo dokazanih alergenov že tam, tako da so se še preden smo dobro začeli uvajati gosto hrano, že začele neke mnoge diete, kar je bil kar velik izziv, Na začetku veliko tudi dokazanih alergij, ki pa so potem izvenevale, se pravi, ta starejši je danes star 11 let, in ima takrat je bilo res vse, več 4 strani zadev, ki niso šle čez, on ima samo še jajce in arašid. Zakaj pa je to pomembno? Zato, ker smo pa kljub temu, da alergije niso bile več dokazane, potem opažali vse težave, recimo sploh z mlekom, ga je imel potem recimo količinsko omejenega, ampak v glavnem mi smo mislili, da bo pač dieta rešila situacijo, kasneje smo da to ni tako zelo enostavno, Tako da smo potem iskali in še danes iščemo pri obeh poslabševalce stanja kože, Zelo problematični so mehčalci ali pa odvisno kateri pralni praški, pa potem materiali oblačil, pa potem seveda nega kože, ne gre kar vse čez, Tudi če zadeva piše, da je primerna za atopijski dermatitis, še ne pomeni, da odgovarja, zdaj pač nima. Tako da v teh prvih 5 letih sta bila oba grozno obupna, resna, težka situacija. Zdaj, kar se zdravljenja tiče, so zdravniki seveda takrat nam dali to, kar so imeli, torej večinoma se najprej začne s kremami in tako naprej.
Zdaj so nove stvari, ki so na voljo, ampak jih takrat ni bilo. Se pravi, novih zdravil, novih zdravljenj, tako da smo se v bistvu v tem nekem začaranem krogu vrteli, no. Zdravila, kreme, ki se lahko predpišejo, so seveda časovno omejene, ne moreš ti to kar skozi mazati, a ne, tako da je treba potem poiskati vse te druge kombinacije ukrepov in jaz temu pravim čaranje, ker dejansko smo se tako počutili, ke da majčkeno čaramo z vsem, kar smo morali narediti. V smislu poteka sta imela zelo podobno, se pravi, kar večino leta je bilo slabo, tisto, kar je nam odgovarjalo, je bilo res samo morje. To je pa to, skozi ostalo leto je bilo pa ves čas, se pravi, izpuščaj prisoten, poslabšanje, a ne, v manjši ali večji meri. Veliko se jima je pa dogajalo tudi, nekih dodatnih okužb, ki so pač tipične za atopijski dermatitis, a ne, v smislu herpes, pa potem moluske, pa tudi kakšne druge, se pravi, norice so bile dvakrat celo pri ta mlajšem, najprej v nežni obliki, pa potem v brutalno grozni. In tako naprej. V glavnem, vsakodnevno življenje ni bilo življenje, bom rekla, zaradi tega, ker pač vsak sta imela svojo dieto, še vedno imata vsak svojo nego kože, vsak svoj pralni prašek, vsak svojo rutino, pristop in spet tudi kreme, a ne, kremo nekaj pač ugotoviš, da ti nekaj odgovarja, potem se en dan zbudiš in ti spet ne. Tako da, slalomiranje in usklajevanje tega je pač, nočna mora, nimam lepšega za reči. Najhujše so pa seveda noči oziroma nespanje, a ne. Najhujše je srbenje in potem nespanje, jaz 8 let nisem spala nobene noči in to potem prinese seveda posledice tudi nate, na vso družino. Atopijski dermatitis je izredno, heterogena in, seveda kronična, vnetna kožna, bolezen, ki je izredno močno srbeča, in za katero moramo poudariti, da predstavlja izredno hudo breme tako za posameznega bolnika kot, za celotno, družino. Na diagnozo vedno pomislimo, ko imamo neke kronične spremembe na koži, ki koža močno, srbi, in ko imamo klinično sliko, z neko morfološkimi spremembami na koži, ki so, značilni za atopijski dermatitis v različnih, starostnih obdobjih. Kaj to pomeni? Na primer pri majhnem otroku, dojenčku, je ponavadi klinična slika prizadene predvsem, obraz, vidne so rdeče ličke, a ne, potem, prizadeti so ekstenzorni deli kože, medtem ko potem pri starejših otrocih in pa kasneje pri odraslih imamo prizadeta tako imenovana tipična mesta, ki so, pregibi, tako komolčni kot, kolenski pregibi. Medtem ko v odrasli dobi imamo predvsem posebno entiteto, v bistvu, kjer imamo samo lahko prizadetost obraza in pa, rok ponavadi, a ne. Tako imenovani head neck, tip atopijskega dermatitisa. Torej, da postavimo diagnozo, so postavljene oziroma poznana, kriteriji, Hanifin-Rajkin kriteriji, kjer morajo bolniki izpolniti vsaj 3 velike kriterije, katere seveda sodi ta srbež, o katerem skozi govorimo, a ne, mora biti prisoten, da gre za neki kroničen in ponavljajočo, bolezen, kar atopijski dermatitis je, a ne. Vedno imamo izboljšanja in pa poslabšanja, ki so tudi izredno obremenjujoča, ker so nepredvidljiva. Potem, tretji takšen kriterij je potem, da gre za tipično morfologijo, kot sem povedala, a ne, klinično sliko. In pa četrta stvar je, ki je pomembna, je pa prisotna osebna ali pa družinska anamneza, kot so prisotnost alergijskega rinitisa že v družini ali pri osebi ali prisotnost astme pri družinskih članih ali pri samem bolniku ali pa prisotnost atopijskega dermatitisa tudi pri drugih članih, a ne, v družini. Ko postavimo diagnozo, seveda moramo pomisliti na, druge diferencialne diagnoze, ki obstajajo pri zelo majhnih dojenčkih, je tukaj predvsem, težava seboroični dermatitis, kakšna luskavica, a ne, na koži, potem ne smemo pozabiti na kakšne kontaktne alergijske dermatitise, potem pri otrocih majhnih moramo pomisliti predvsem pri neki trdovratni bolezni tudi na kakšne, kongenitalne imunske ali pa prehrambne, pomanjkljivosti, na primer pomanjkanje cinka je takšno, ki lahko dela zelo podobno klinično sliko. Medtem ko pri odraslih, kjer imajo kožo zelo prizadeto, ne smemo pozabiti tudi na kožni, limfom. Tudi okužbe kože so tiste, ki lahko podobno izgledajo, kot so kakšne glivične okužbe, bakterijske okužbe, kože,
ali pa tudi virusne okužbe kože. In ko enkrat diagnozo imamo, se moramo zavedati, da je bolezen zelo obremenjujoča, predvsem zaradi izredno hudega srbeža, ki ga ti bolniki imajo, a ne. In dejansko, kaj vpliva na ta srbež, je izredno širok pojem, a ne. Ni čisto enostavno in v bistvu tulele je veliko dejavnikov, ki vplivajo na srbež, več različnih mehanizmov. Eden je sigurno okvarjena kožna bariera, potem gre za kompleksne težave v interakcije kože, imunskega sistema in pa živcev na koži, a ne. In pri teh bolnikih imamo močno okvarjeno kožno bariero, koža je suha posledično, a ne, in lažji je pridor in alergenov in dražilcev, ki neposredno dražijo živčne končiče in s tem povzročajo srbež. Hkrati danes vemo, da ni samo koža problem, da ni samo kožna bariera problem, vemo, da je izredno pomemben dejavnik pri atopijskem dermatitisu napačen imunski odziv pri bolnikih. In sicer gre za sprožen TH2 imunski odziv, ki je prekomeren, ki povzroča sproščanje številnih citokinov, ki potem posledično stimulirajo tudi živčne končiče in povzročajo dejansko hud srbež. In hkrati so ti živčni končiči v koži številčnejši. Koža je veliko bolj občutljiva kot pa koža pri tistem, ki nima tega bolezni, a ne. Tako da že minimalni dražljaji povzročajo v bistvu težave in srbež. Hkrati se pri teh bolnikih poznamo predvsem pri poslabšanju atopijskega dermatitisa, da na koži se pojavi samo ena bakterija, Staphylococcus aureus je tisti, a ne, mikrobiom je okvarjen, in tudi ta Staphylococcus aureus sprošča toksine, ki spodbujajo vnetje, spodbujajo srbež posledično. In tako se pri teh bolnikih sproži en začaran krog cikla srbeža in pa praskanja, a ne, katerega je zelo težko prekiniti. To je ponavadi značilno, a ne, da pride, da imamo, da je to vseeno bolj pogosta bolezen pri otrocih, moramo pa se zavedati, da se lahko pojavlja tudi v odrasli dobi, a ne. Prevalenca je pri otrocih tam od 15 do 25%, medtem ko v odraslem obdobju pa se giblje med 3 in pa 10%. Vendar moramo pri vsakem posamezniku, pri vsakem posameznem bolniku delovati vedno zelo individualno. Moramo individualno iskati alergene, a ne, ki so, in če so dokazani, je potrebno res strogo izogibanje tem alergenom, se strogo držati diete, prav tako strogo izogibanje oziroma poskušati zmanjšati aerogene alergene v okolju, ki so veliko bolj pogosti kot alergije na živila. Predvsem pa je potrebno bolnike naučiti, da se izogibajo poslabševalcem, katere morajo pa velikokrat v bistvu nam pomagati, da jih sploh najdemo, a ne. Zagotovo smo takrat dobili, se pravi, kreme, govorimo o kortikosteroidih pa o imunomodulatorjih ali zaviralcih kalcineurin, to bo zdravnica povedala malo boljše, kako se jim reče pravilno. Skratka, kremo, ki jo pač potem, se pravi, učinkovino, ki jo potem namažeš na prizadeti del, a ne. Seveda pa s časovno omejitvijo, ker so to pač kreme, ki imajo določene stvari noter, ki pač niso to zdaj vsakodnevno 365 dni na leto, to ne gre, a ne. Do določene mere oziroma za tisto hudo stanje so bile seveda v pomoč, ampak potem pa v neki točki jih moraš nehati uporabljati, a ne, vsaj začasno, in se takrat potem toliko bolj ukvarjaš tudi z vzroki, a ne. Tako kot je rekla zdravnica, poslabševalci in to iskanje je res ena taka, da rečem, težka, zakomplicirana zadeva, ker se lahko zadeve ne izrazijo takoj od stika, a ne. Tako da preden smo to vse nekako dojeli, osvojili, je vseeno kar trajalo, a ne. To, da sta dva, je lahko dobro, pa ni. Zaradi tega, ker recimo, ko smo pri ta starejšem nekako pogruntali, kateri pristopi, katere učinkovine, da rečem recimo v kremah ali pa v ne vem, tudi prehranska dopolnila smo začeli jemati prav zaradi tega omenjenega cinka, pa potem še zaradi drugih stvari, a ne, zato ker je bil pač res je bila dieta na začetku tako zelo močna, obsežna, da so nam pač falile neke stvari.
potem visliš pri taborem, zdaj sem pa nekaj naštudiral, zdaj pa že vse vem, zdaj pa še eden tak, pa ne bo problem. Ne, potem te pa seveda resničnost pride in ugotoviš, tako kot, je seveda logično, da je vsak individualen in vsak čist svoja zgodba in zadeva. Smo potem naštudirali, recimo nam so izredno pomagala povijanja tudi, v težkih momentih ali pa nočeh, brez tega si sploh ne predstavljam, da bi bilo lažje. V glavnem, prišli smo do tega, do neke rutine, to je tudi tisto, kar nam je najbolj doslednost, se pravi res držati se tega nege tudi takrat, ko je koža boljša, ker recimo najlažje seveda reči, zdaj pa koža dobro, zdaj mi pa ni več treba mazati in to tudi veliko ljudi naredi. Tako da ta del se mi zdi najbolj pomemben, da je to v bistvu del, bom rekla, tudi kar del vzgoje, doslednost tega izvajanja in tudi držanja se pač seveda potem ukrepov v smislu, a je to zdaj dieta, a je to zdaj cvetni prah, a je to zdaj pač vse to hkrati. Vključitev v vrtec je bila zagotovo velik izziv. Imela sem srečo, ali kako ne rečem, da smo imeli možnost podaljšanja porodniške, to je tudi ena od pravic pri hudem atopijskem dermatitisu, ki jo pač lahko dobiš, drugo srečo pa to, da je bil vrtec izredno v redu. Danes vem, da ni veliko, mislim, da so tudi taki, ki niso dovzetni za to, da pač pomagajo oziroma namažejo mogoče otroka v vrtcu, Je pa to zelo pomembno, ker če otrok 8-9 ur tam, pa ti zdaj toliko časa ne vidi kreme, pa uporablja vse tiste izdelke tam, pa potem smo mogli recimo prinesti tudi svojo posteljnino, pa svojo milo za roke, zato ker pač tiste stvari tam niso bile primerne, ampak so bili zelo odlični vzgojitelji, res kapo dol, ta del so mi olajšale mnogo. Seveda je bilo tudi neki sodbe s strani, zakaj pa sploh je treba otroke dati v vrtec, pa a ne bi rajš doma ostali, pa a pri 3-4 in toliko otrocih se to pa je valjda ta, ampak 3-4 otroci stanejo, okej, tudi ne, pa tako naprej. In potem pri atopijskem dermatitisu še toliko bolj, Ena od večjih stvari, ki me je totalno sesula, je bil finančni del. Zato, ker mi imamo sicer pač določene kreme na recept, tudi recimo mleko posebno so tudi mi pisali na recept, čeprav sem še dojila, ampak kot za zraven. Ampak znesek vsega tega, kar moraš ti enkrat prilagoditi, vse, kar pač imaš in počneš, tudi izdelki, ki so alergeni, so dražji, tudi dietna prehrana je seveda dražja, tudi materiali so dražji, najcenejši so oni ta sintetični, ki nam pač niso odgovarjali. Tako da jaz pravim, da je atopijski dermatitis način življenja, ker smo pač res morali prilagoditi vse. In noči so najhujše zaradi pač srbenja, takrat se telo umiri in najhuj to pride ven. Srbenje in potem seveda posledično praskanje. Včasih se tudi sta onadva se praskala, pa smo se mi zbudili, zato ker pač poslušaš tisto in tako naprej in krvave posle in definitivno nekaj, ki ti pusti tudi neke travme. Tudi zdaj so še pač noči, ampak zdaj ni to več vsaka noč, ampak je rečemo, da 1 do 2 na teden, približna frekvenca, s tem, da se malo izmenjujemo zdaj, ta mlajša ima tudi alergijsko astmo, tako da včasih zaradi dermatitisa ostajamo, včasih pa zaradi pač dihalnih stisk in tako naprej. Kar se tiče uspešnosti zdravljenja, ne vem, meni se zdi, da pač za tisto ta hudo situacijo so te kreme predpisane, ta zdravilne učinkovine bile fajn. Na dolgi rok smo pa res morali pač mi pol pogruntati to kombinacijo, recimo zelo veliko smo uporabljali cinkove kreme, pa potem povijanje, pa potem res redna nega. Seveda, tako kot najbrž skoraj vsi, sploh v čakanju, naše čakalne vrste dermatologov so take, kot so, in vmes pač probaš rešiti situacijo. Tudi mi smo šli na bioresonanco, bili blazno. Vem, da nekaterim odgovarja, nam pač ni. Jaz nisem pričakovala nikoli čudežev. Rasla sem tudi gor s tem, da pač zdravniška pomoč je tista, ki je prva in ta glavna, absolutno se še vedno strinjam s tem. Ampak probaš pač vse, kar ti je na voljo v tistem momentu, vse bi dal vas denar, vas kaj že ledvice, pljuča, ne vem kaj. Tako da v bistvu me je ta del najbolj nekako odziv celotnega sveta. Se pravi, bolezen je že sama po sebi dovolj zavzemajoča, agresivna, uniči vse, kar si vedel in tako naprej. Ampak potem to stalni dvomi, kakor da mi pretiravamo, pa kakor da kompliciramo, pa kakor da to pa sploh ne more biti to grozen. Tega pa res nisem rabila, Izredno pomembno hitro postaviti diagnozo in mislim, da s tem
ni tako velikih težav, a ne. Tudi pediatri odlično prepoznavajo atopijski dermatitis, a ne. Težava pa bolj nastane v tem, da se uspešno nauči potem pri majhnem otroku starše izobraziti, da se dovolj izobrazijo o atopijskem dermatitisu, da vejo pravilno ukrepati, a ne. Potrebno je kratkotrajno umivanje kože, tuširanje z mlačno vodo, s Sindeti, potem moramo poiskati kremo, ki bolniku ustreza, in tisto kremo bolnik potem tudi redno uporablja. Če so huda poslabšanja, so potrebne uporaba kakšnih antiseptičnih mil, na primer, kot je Ofenosan, a ne. Čim hitrejša potem prepoznava ali alergenov in se jim potem strogo izogibati, ali potem poslabševalcem in se jim tudi poskušati izogibati z neko stalno rutino, a ne. In predvsem bi rada poudarila, da je potrebno bolnike naučiti čim več o njihovi bolezni, a ne. Tako kot sem že povedala, se v Sloveniji nekako držimo evropskih priporočil zdravljenja za atopijskega dermatitisa, ne. In je najprej prva alineja tukaj sigurno topikalna terapija, a ne, oziroma predvsem izogibanje alergenov, osnovna nega kože. Pri akutnem izbruhu topikalna terapija s kortikosteroidi, inhibitorji kalcijine urina. Pri pogostih poslabšanjih je izredno pomembno proaktivno zdravljenje s topikalnimi kortikosteroidi in pa inhibitorji kalcijine urina, ki se jih po mojem preredko bolniki poslužujejo, ravno zato, ker se bojijo nanašanj neprenehnih kortikosteroidov na kožo, a ne. Ampak vse raziskave so pokazale, da na primer neki zmerni kortikosteroid na žarišča, ki niso obraz in pregibi, če se ga nanaša 2 zaporedna dneva na teden, a ne, lahko to dela več tednov zaporedoma, in potem je teh poslabšanj lahko manj s takšno proaktivno terapijo. Na začetku se lahko poslužimo tudi fototerapije dodatno, medtem ko kasneje pa imamo na srečo sedajle zadnja leta, ne, od leta 2019 tudi zelo uspešno novejšo terapijo, in sicer sprva smo dobili 2019 biološko zdravilo Dupilumab, ki je tarčno zdravilo, nekaj let kasneje pa smo dobili tudi v Sloveniji možnost zdravljenja z malimi molekulami, ki se imenujejo jaki inhibitorji, in jim moram povedati, da imamo trenutno v Sloveniji v bistvu na voljo tako 3 jake inhibitorje, kot Abrocitinib, Upadacitinib, kot Baricitinib, a ne. Tako da imamo možnosti, da začnemo pri bolnikih, kjer je atopijski dermatitis res v hujši obliki, kjer močno vpliva na kvaliteto življenja z zelo hudim srbežem, a ne. Mi ga ocenjujemo ponavadi enako ali več kot 6 od 10 točk na lestvici. Enako pri bolnikih, ki ta srbež vodi v neko nespečnost, a ne, težave s spanjem, prebujanjem nenehnim ponoči, a ne, vse to močno vpliva na zdravje bolnika celostno, a ne, tudi na njihovo mentalno zdravje, da pri teh bolnikih lahko naredimo potem korak naprej in uvedemo sistemska zdravila, ki jih imamo na voljo zadnja leta. Tukaj je seveda izredno pomembno sodelovanje, interdisciplinarno zdravljenje med vsemi kolegi, a ne. Moramo nujno sodelovati tako s pediatri, osebnimi zdravniki, ki so tisti, ki so vedno prva linija, ki so na voljo bolniku ob poslabšanjih, a ne, da jih enako spodbujamo, da jim dajemo navodila, kdaj začeti zdraviti z lokalno terapijo, takšno, kdaj z drugo, a ne. Potem je seveda nujno interdisciplinarno sodelovanje z drugimi specialisti, tukaj izredno pomembni alergologi, a ne, da res najdemo te alergene, dokažemo alergene pri tistih, ki jih imajo, a ne. Potem je pomembno sodelovanje tudi s psihiatri, ne smemo pozabiti, kajti bolezen močno vpliva na mentalno zdravje in jih, mislim, da preredko mogoče še vključujemo v celoten postopek zdravljenja, tudi psihologe. Hkrati moramo vključiti tudi druge specialiste zaradi komorbidnosti, ki jih atopijski dermatitis prenaša, a ne. Tukaj predvsem mislimo atopijske komorbidnosti, alergijski rinitis, astmo, torej vključujemo pulmologe, ORL specialiste, a ne. Potem pa tudi bolniki z atopijskim dermatitisom imajo več drugih avtoimunih bolezni lahko, a ne, od revmatoloških bolezni, od ulceroznega kolitisa, a ne, tako da je pomembno sodelovanje z vsemi
drugimi specialisti pri odkrivanju različnih teh komorbidnosti, tako da se bolnika obravnava čim bolj celostno in se mu celostno nudi pomoč. Kar se kože tiče, moram reči, da je danes bolje, tako da si včasih drznem reči to obvladljivo, pa ne smem prehiter, pa spet ni. Tisto, kar recimo mi nažalost nismo zares doživeli, je to, kar je zdravnica opisovala, se pravi ta interdisciplinarnost. No, naša izkušnja je bila bolj ping-pong, se pravi, to rešujte tam, tisto rešujte tle, to je vznotraj naših, da rečem, okvirjev, in tisto ni več naše za misliti ali pa še pod alergijsko in tako, in to smo nažalost tudi doživeli v besedah, a ne. Se pravi, prvih 5 let, ko je bilo res težko, grozno in smo bili stalni tudi obiskovalci dermatološke klinike, so nas tam vodili zares zelo dobro. Potem, ko se je pa to nekako zmanjšalo na te redne preglede, ki jih pač seveda zdaj skozi imamo, a ne, vsakih pol leta ali pa leto, odvisen kateri specialist, je pa nekako postal to zdaj, kaj je čigav problem, pa ne nekako skupni človek, a ne. Tako da jaz zdaj šele v bistvu pri tem mlajšem, ko smo pri pulmologu vodeni že kar nekaj časa na pediatrični kliniki, pa so se pač pojavile tudi neke komorbiditete, ali kako se temu reče, ja. Se je začel šele mogoče malo bolj ta celostni pogled vključevati, a ne, pa tudi vprašati, da me vprašajo še po kakšnem drugem stanju, ne samo konkretno dihalih, če je že pulmolog. Zdaj, na ta nova zdravila, ki so bila že omenjena, mi nismo zaenkrat jih še potrebovali, ker je postalo potem stanje boljše, tako da jaz bi rekla, da smo zdaj v neki blagi dozmerni obliki, odvisno od dneva, situacije, meseca. Tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, ali pa kar se spremeni, je, da so pač zdaj otroci toliko stari, da lahko s tabo sodelujejo. A ne, in to je taka prelomna točka bila v tej naši negi in pristopu, se mi zdi, ker prej, ko je otrok samo majhen, pa samo pač vse, kar zna, je jokati, ne veš, da je zakaj točno joka. V zares hudih pač stanjih trenutkih tudi mi uporabimo, a ne, kakšne kortikosteroide, redko, pa ne zaradi kakšnega našega nasprotovanja, ampak zato, ker se mi zdi, da smo se boljš odzivali na te druge imunomodulatorji ali kalcineurini, ali kaj so že, skratka, ni kortikosteroid, ampak te druge zadeve. Se mi zdi, da sta se boljš odzvala na to, tako da kadar je nujno, pač posežemo po tistih zadevah. Moram pa reči, da je sploh v zadnjih enih, bom rekla, 2-3 letih tega manj. Je pa velik del postal stresni faktor, oziroma zdaj lažje nekako določam, da je to od tega, ne, se pravi, v šoli se imajo obema dogajal nadlegovanje, bullying in tako naprej, in na take, ali pa pač recimo dedek je, se pravi, moj oče umrl 4 leta nazaj, in so to stvari, na katere sta zelo reagirala oba. Zdi se mi, da vseeno otroci do neke mere to jemljejo lažje, ali pa ne bom rekla bolj lahkotno, ampak to je vse, kar onadva poznata že od rojstva. Mi smo tisti, ki smo se teže na to navadili, ne. Onadva sta pa tista zdaj, ki se morata potem boriti z vsemi, ne vem, od tega, da so nas hoteli z igrišč čisto javnih metati, da kakšne otroke pa vozimo tja, in da če smo čisto normalni, in da to pa ni, ne, seveda tudi neka povezava s tem, da ljudje mislijo seveda, da je nalezljivo, pa potem strah in sodbe, ki pridejo od tega, pa do izključitve čisto fizične, a ne, nobeden jih ni želel za roko prijeti, ali pa kakšen objem, ali pa take stvari. Tako da tudi izključevanje iz socialnih zadev, rojstnih dnevov, a ne, ljudje se pač čutijo, da jim je to potem preveč zakomplicirano, ali pa ne vem, če jih pač povabijo na rojstni dan, zato ker morajo potem razmišljati o nekih stvarih, ali pa okolju, ali pa situaciji, ali pa hrani, ali pa dieti, ali pa karkoli že. Tako da ta del je bil v bistvu največje breme, da tako rečem, tako zelo očitno. Ta mal je bil star 6 let, ko je prvič rekel, da želi umreti in da se želi roditi zdrav. Kako to predelaš, še zmeraj ne vem čisto dobro. Ja, zdaj mi smo zelo povezani s to skupnostjo, tudi psihološko. Nismo sicer vedeli najprej na začetku, oziroma takrat, da lahko pač napotnico psihologa kar tako tudi dobimo. Res pa je, da imamo čudovito pediatrinjo, ki bi nam to pač najbrž tudi napisala, ampak jaz sem čisto najbrž, mislim, ni bilo naključje, ampak v bistvu preko društva sem spoznala eno psihologinjo, ki ima tudi sama atopijski dermatitis. Tako da smo se v bistvu
To se mi zdi ena taka dodana vrednost. Psihologi so fini, super, vse ok, ampak če boš pa ti nekoga, ki pa daje atopijski dermatitis, če je pa to nekaj, kar je zagotovo super. Tako da ja, smo si poiskali pomoč. Je pa tako, da recimo, a ne, otrok je star 6, pa razmišljaš, da je pomoč v bistvu zate, ali si njega, ali za oba. Tako malo je bila taka starost. Kasneje se je to še ponovilo. Pa ni zelo tako, da rečem, a ne, on to tako pove, kakor da je to nekaj vsakdanjega, ne. Res je naveličan vseh teh zdravnikov, pa vseh teh ukrepov, ki jih mora pač vsak dan izvajati zaradi vseh svojih stvari, ki jih ima, in a ne, bolj ko je v družbi, bolj ko je med ljudmi, med otroki, bolj mu je jasno, da to pač ni nekaj, kar vsi kar počnejo. In ta del je zelo, zelo, zelo težek, in potem, ko srečam kakšne odrasle z atopijskim, tudi take, ki recimo povejo že z več izkušnjami, kako je to vplivalo in na poslovno pot in na sprejemanje okrog sebe, in ta del boli, no. In si želim, da jih pač pripravim na to. Ja, glejte, zmot je na žalost še vedno veliko, a ne, glede atopijskega dermatitisa, tako da mislim, da je izredno pomembno tudi izobraževanje splošne javnosti, ne, splošne družbe o bolezni, a ne. Ker tistega, česar ne poznamo, tistega se ponavadi bojijo, a ne, ljudje. Tako da, tako kot je gospa lepo povedala, ne, ko pride otrok z rdečo luščečo kožo na igrišče, se nemalokrat zgodi, da se ga vsi prestrašijo, ga izolirajo, in ta socialna izolacija je zelo huda, a ne. In tudi z nekim izobraževanjem družbe v končni fazi, a ne, skupine v vrtcu, vzgojiteljic, šole, a ne, vseh, se lahko takšnim stvarem izognemo, a ne. Kajti vemo, da ta mit, da je atopijski dermatitis nalezljiva bolezen, sigurno ne drži, a ne. Je pa težava, ker pač vemo, da so pa neke nalezljive bolezni na koži podobne, a ne, glivična okužba je neka rdeča zadeva na koži, ki se tudi lušči pa srbi, in ljudje pač to napačno povežejo, a ne. In tukaj je lepo povedala gospa, kakšno breme predstavlja atopijski dermatitis za posameznega otroka, kot tudi za celotno družino, in je v bistvu zelo pomembna neka podpora tulele. Psihologi so, jaz mislim, da izredno pomemben korak pri bolnikih, a ne, in kakor hitro tudi v smernicah je v bistvu ta psihološka podpora, a ne, v smernicah evropskih tudi omenjena, že pri zmernem atopijskem, a ne. Jaz mislim, težava v Sloveniji je, da še vedno je mogoče dostopnost do njih težja, a ne. In tukaj je izredno pomembna tudi podpora društev za atopijski dermatitis v Sloveniji, a ne. Kajti društva imajo pomembno vlogo pri nekem dejansko kot podporna skupina v bistvu samim bolnikom, a ne, bi jaz rekla, pri izobraževanju bolnikov, kajti vemo, imate vsakoletno različne predavanja organizirana, a ne. Pomembno je, da to tudi neka točka, kjer je še ena nova točka, kjer lahko bolniki pridejo do verodostojnih informacij, a ne. Na raznih družbenih omrežjih zelo spodbujajo diete, ki so nevarne, hkrati bolnikom obljubljajo izboljšanja z različnimi metodami, a ne, ki niso preverjene, na žalost, in na primer želijo narediti te teste pa one teste, vsi ti testi stanejo, seveda pa so nepotrebni, a ne. Tako da je treba predvsem jih izobraževati, bolnike, da vejo čim več o svoji bolezni, pravih podatkov, in tukaj so društva izredno pomembna, kot sem že povedala, a ne. In društva so tudi izredno pomembna pri ozaveščanju javnosti, a ne. Poleg tega mita, da je atopijski dermatitis nalezljiv, a ne, je teh mitov veliko. Eden je na primer, ja, to je samo estetska motnja, ne. To velikokrat slišimo, tudi če kakšen zdravnik kdaj pove kaj takega, a ne. Ja, to je pa samo suha koža, kaj bi rad, a ne, tako, ampak to vemo, da danes ni, a ne. To sigurno ni. Potem tak mit je tudi s kortikosteroidnimi kremami, ne, to so zelo nevarne kreme, a ne, to je pa nevarna krema, to moraš pa samo 3 dni namazati, a ne, to je, na žalost slišijo to bolniki tudi od farmacevtov v lekarni, na primer, včasih napačno informacijo. Tak mit je tudi potem, da dajmo uporabljati samo naravne stvari, a ne, ke se bolniki dostikrat srečajo. Ja, naravno je super, a ne, mi vemo pa, da za atopike ravno naravne kreme niso v redu, ne. Razna eterična olja so alergena v rastlinah, a ne, in so velikokrat ravno razlog za huda poslabšanja atopijskega dermatitisa, a ne.
Tako da teh mitov je nažalost veliko, treba jih je pač preko njih iti, zato pa lahko naredimo samo s tem, da bolnike izobražujemo na vsakem koraku, da jih nekako zaščitimo, da so bolj odporni na vse te lažne informacije, ki se nažalost danes prevečkrat širijo lahko, a ne. Nažalost pa se zdaj zadnja leta srečujemo tudi s strahom pred sistemsko terapijo. Ko smo dobili prvo sistemsko zdravilo, a ne, dupilumab, so bolniki v vrstah čakali leta že, ne, so ga pobrali vsi, ki so ga lahko dobili. Zdajle zadnja leta je pa spet dvom, kaj pa je ta zdravila so nevarna, koliko imajo stranskih učinkov. Ja, vsa zdravila imajo neka stranske učinke, ne, ampak če je bolezen taka, da res bolnika bremeni, da ne more normalno funkcionirati, da ne spi, da ima težave z mentalnim zdravjem, a ne, je potrebno nekaj narediti, ne moremo reči, to je samo koža, a ne, ni več samo koža. Torej moramo z neko razlago o zdravilih, a ne, ta strah pred zdravili tudi poskušati premagati, a ne. Ti naši izzivi so tudi, da moramo vedno delovati individualno z bolniki, ne, vsak bolnik je, vsak bolnik je individuum, ima svoje sprožilce, svoje poslabševalce, nažalost pa v ambulantah velikokrat časa za to ni, a ne, pa je preveliko potreben čas, da bolnika izobrazimo, da mu razložimo o bolezni, lahko ker potem je veliko lažje, če takega bolnika s kronično hudo boleznijo vodiš, če ve o svoji bolezni pravilna dejstva, a ne. Tako da je to zelo pomembno izobraževanje na stalnem koraku. Viva podcast. Atopijski dermatitis v Sloveniji prizadene od 45 do 75 tisoč otrok in do 180 tisoč odraslih. To je realnost, ki jo prepogosto spregledamo. Z nami sta bili dermatovenerologinja Maja Benko in mama Špela Novak, tudi predsednica društva Atopijski dermatitis. Vsebino sem pripravila Mateja Jordan, tehnična plat je delo Mirne Germšek in Boštjana Colariča. Podcast je podprla družba AbbVie.